V sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki bomo v Mariboru kmalu deležni velikih posodobitev sistema. Snaga bo vzpostavila sortirnico, s katero se bo ravnanje s komunalnimi odpadki pri nas dvignilo na evropsko raven. Gradnja sortirnice napreduje po načrtih, kar nas seveda izjemno veseli, glede na to, da je to zares težko pričakovana naprava, tako z vidika snage, kot seveda tudi z vidika naših uporabnikov. V tem trenutku smo že v fazi montaže tehnologije, torej se montirajo že tudi prvi stroji in sortirnica naj bi poskusno pričela obratovati kot prazna, ker je najprej stroje treba prazne testirati nekje v sredini maja. Prav poskusni enoletni zagon, se pravi takrat, ko bomo pa dejansko testirali, kakšne učinke dajejo te naprave, pa se bo pričel nekje konec meseca junija. Sortirnica, katere napredek bo v gradnji viden že v roku enega meseca, ne bo imela le okoljskih učinkov. Vedno, ko govorimo o sortirnici, govorimo o dvojnih učinkih. Finančnih učinkih, ki so seveda primarno pomembni za uporabnika, in pa okoljskih učinkih, ki so pomembni za vse nas, ki živimo v neki občini, in pa seveda za občino kot lastnika našega podjetja. Ko govorimo o finančnih učinkih, moramo vedeti, kakšno je stanje v tem trenutku. V tem trenutku snaga vse odpadke, ki jih zbere iz gospodinjstev in pa tudi iz gospodarstva, seveda preda ustreznim prevzemnikom. Kar pomeni, da iz odpadkov pravzaprav od odpadkov nimamo prav nobenih koristi. Ko bo sortirnica stala, pa bomo iz mešanih komunalnih in kosovnih odpadkov izločili tiste materiale, ki so na trgu sekundarnih surovin nekaj vredni. In vemo, da bodo vrednosti sekundarnih surovin ravno zaradi tega, ker je Evropa tako revna z naravnimi viri in ker naravne vire trošimo in jih bo zmanjkalo, bodo sekundarni viri postajali vse pomembnejši. Investicija v projekt bo imela na komunalno podjetje že v prvi fazi delovanja ugodne finančne učinke. Na znesku, ki je na položnici, predstavlja obdelava odpadkov, ki jo bo potem prevzela obratujoča sortirnica, 30% tega zneska. Zdaj, ko mi vse odpadke predajamo ustreznim prevzemnikom, plačujemo za prevzem mešanih komunalnih odpadkov približno 4 milijone evrov na leto. Kar pomeni, da nas tona predaje stane 124 evrov. Ko bomo v sortirnici te odpadke obdelovali sami, bo cena ene tone padla na 95 evrov. In tukaj, znotraj tega, bomo potem lahko ustvarjali to cenovno razliko, ki se bo seveda srednjeročno poznala tudi na položnicah uporabnikov. Predstavitev v Bruslju je bila uspešna. Pridobivanje evropskih sredstev in investiranje v občinska podjetja pa je pri tovrstnih projektih še toliko bolj pomembno. Dejstvo je, da Evropska unija namenja denar, se pravi za projekte, ki iz nekih odpadnih materialov, odpadnih snovi proizvajajo neke nove produkte. In to je tisto krožno gospodarstvo v svojem bistvu, v svojem jedru. In zato smo ponosni, da se tudi mestna občina Maribor skupaj s svojimi podjetji, ki so v njeni lasti, odloča in prijavlja na vse več evropskih projektov. Pridobivamo torej evropska sredstva, s katerimi bomo lahko delali pilotne projekte, torej testirali določene naprave, določene postopke in dejansko začeli te snovi, ki nastajajo v mestu, uporabljati tudi na drugačen način. Logika krožnega gospodarstva temelji na tem, se pravi, da zgodbe niso linearne, ampak da so krožne, se pravi, da nekaj kroži, da uporabljamo nekaj znova in znova in ravno preko evropskih projektov z evropskimi sredstvi bomo lahko tudi te postopke v Mariboru razvijali naprej. V Mariboru si lahko ob naraščajočih količinah komunalnih odpadkov in v zvezi z njimi obetamo boljše ravnanje in hkrati manjše obremenjevanje okolja, v katerem živimo.